otroke pravljico napiše, kdo je to? Bojčo Trojč. Pesmi poje, šali se in riše. Bojčo Trojč. Čokolado noro božuje, ne uboga nikdar noče spat. Mica pomočnica se huduje, ti pa reci. Bojčo Trojč. Kaj ste rekli? Bojčo Trojč. Hej, kako ste kaj otroci? Jaz sem Bojčo Trojč, z menoj pa je Mica pomočnica. Živjo otroci, jaz sem Mica pomočnica. Tako, midva sta se predstavila. Kako pa je tebi ime? A si mogoče Robert, Jakob, Sofija, Nejc, Pina, Maja, Tita, Jon, Gašper, Bor, Aljaš, Brin? Mila, Oskar, Maša, Arne, Zala, Dorjan, Luna, Andrej, Lucija, Doman, Ja, upam, da so kaj uganila. Bojčo Trojč je oddaja za otroke. Ta, ki jo gledate, je prva, a ne bo zadnja. Čakale vas bodo pravljice, pesmi, šale, potopisi. Če vam bo oddaja všeč, se lahko prijavite na moj YouTube kanal, kjer boste spremljali, kaj je novega. Ali pa mi napišete. Le prosite starše, naj vam pri tem pomagajo. kaj bom pa jaz počela? Mica, ti boš pa moja pomočnica, saj zato pa si Mica pomočnica. Ker takoj bom pomagala. Tale zajček tule prosi, če lahko danes sedi pri tebi. Glej ga no, pozdravljen zajček. Kako je pa tebi ime? Bojčo Trojč, zajček vendar ne govori in nima imena. Vem le to, da je prišel iz Berlina. Iz Berlina, to je pa oddaleč. Potem boš pa kar zajček iz Berlina, tukaj sosedi še je prostor. Dragi otroci, danes vam bom prebral zgodbo o kravi, ki je imela srečo. Pravljica je šla tudi v reviji Zmajček, kjer si jo lahko preberete. Ilustracijo za zgodbo je prispevala Maja Ljubi. Takole gre ta zgodba. Bojčo Trojč. Krava Fanči je živela na gorski kmetiji. Ničesar ji ni manjkalo. Imela je prijateljice, svojo stajo v hlevu in prostrane pašnike, ki so jih obdajale srebrne gore. Fanči je bila vsem čisto navadna krava, le da ni jedla nič drugega, kakor 4 peresne deteljice. Za srečo, je rada govorila. Prijateljice krave so jo imeli za izbirčno in fino. Pastir Franci ji je dopovedoval, da je to traparija. A Fanči je vztrajala. Medtem ko so druge krave z užitkom žvečile travo, rože in deteljo, je Fanči zamišljena stopala po pašniku in iskala svojo srečo. Lahko si mislite, da je na pašniku raslo bore malo 4 peresnih deteljic. Zato je bila Fanči zelo suha krava, kar Franciju ni bilo všeč, saj je od nje imel malo mleka. Pa si že imela kaj sreče v življenju? Jo je nekoč na paši vprašala krava Zofka. Srečna sem, da živim tukaj na gorski kmetiji, mnoge krave nimajo te sreče, je odgovorila Fanči. Že, je ugovarjala Zofka, ampak saj tudi jaz živim tu, pa ne jem 4 peresnih deteljic. Ti že veš, je odvrnila Fanči in stopila k šopu detelje, kjer bi se ji lahko nasmehnila sreča. Vendar v njem ni bilo 4 peresne deteljice. Zofka jo je žalostno pogledala. Smola, kaj ne? Fanči pa je veselo odgovorila. Ne, ni smola. Smole nisem našla, le sreče ni bilo. Zgodilo pa se je, da je nekega dne zagoral skedenj. Krave so se prestrašene umaknile ven na varno, pastir Franci pa je z vedrom vode stekel v skedenj, da bi gasil. A ga ni bilo nazaj. Krave so se živčno prestopale. Predolgo ga ni, da ni mogoče padel, ali pa ne more ven, ker mu je ogenj zaprl pot. Francija še vedno ni bilo, ogenj pa je postajal vse širši in vse višji. Jaz ga grem rešit, je zamukal prvi bik in stekel k skednju. Krave so mukale, naj ne igra junaka, da bo še on zgorel. A bik se je zapodil naravnost noter. Ven je pritekel kaj kmalu. Dlako je imel užgano levo uho, pa krvavo. Zadihan je povedal. Ogenj in vročina, v skednju sta huda, a deske, ki padajo od vse povsod, so še nevarnejše. Ena me je užgala po gobcu. Ne bo nam uspelo.
Bo, je zamukal drugi bik in se zapodil naravnost v skeden. Niti repa ni spravil čezen, že se je obrnil in tulec stekel nazaj. Deska me je pogobčil, je jokal in drgnil boleči gobec ob travo. Tretji bik pa je kar brez besed vzel zalet in z najvišjo hitrostjo izginil skozi vrata. Dolgo ga ni bilo na spregled. Krave in ranjena bika so z upanjem strmeli v vrata. Potem pa je tudi tretji reševalec pritekel skozi vrata, goreči rep pogasil v luži in priznal poraz. Sledila je dolga tišina. Krave so ena za drugo pričele jokati. Biki so povešali poglede. Ogenj pa se je bliskovito razonemal. Takrat pa se je iz žalostne množice zaslišal glas. Pogumen vzklik: jaz bom šla, računam na svojo srečo. Uganili ste, bila je fanči. Prijateljice krave so se ustrašnile zanjo. Kakšne neumnosti kvasi, kakšna sreča vendar. Skušale so jo ostaviti, a fanči je planila skozi vrata skednja in dlje biki in krave niso videli. Ogenj, ki jo je pogoltnil, je zajel vrata in se stegnil tudi po pašniku. Govedo se je umaknilo, še za korak nazaj, Zofka pa je plašno dejala: morda ji vseeno uspe. A tega ni verjel nihče. Obrnili so se k goram in tiho zajokali. Takrat pa je Zofka vzkliknila: tam je, sem gre! Krave in biki so se obrnili in kaj so videli? Fanči je bila živa in na hrbtu je nesla Francija. Kakšno veselje je bilo to, kakšna sreča! Pastir Franci je naslednjega dne priredil slavnostno večerjo v čast fanči, ki mu je rešila življenje. Živalim je narezal mlado travo, fanči pa je našel 32 štiriperesnih deteljic. Za srečo! Bojčo, trojč. Dobra zgodba je. Ha, hvala Mica. Kaj pa tebi, zajček, je bila zgodba všeč? Boj, zajček ne govori. Ha, je pa pokimal, torej mu je bila zgodba všeč. Jej, si pa res otroč. Sam si mu premaknil glavo. Ti pa res vse vidiš. A veš, Boj, da sem jaz včeraj našla štiriperesno deteljico? Oj, imaš pa res srečo. Imam. Danes sem dobila petko v šoli. To pa ni odvisno od sreče, ampak od pridnosti in brihte. Potem pa me sreča še čaka. Boj, če lahko poudarim sladoled. No ja, pomagala si mi, petko si dobila, lahko je sladoled. Imam pa res srečo. Ti Mica, otroci, da ne boste zdaj od staršev zahtevali sladoleda. Bodo rekli, da sem jaz kriv, da jeste sladkarije. Upam, da se kmalu vidimo. In ne pozabite mi napisati, ali vam je bila oddaja všeč in ali ste našli kako štiriperesnico in če sva uganila tvoje ime. Pa srečno! Bojčo, trojč. Ne, ti pa nisi fanči, ne. Si pa mal predebela. To je fanči, tamle, poglejte jo. Fanči. Išče, deteljico išče, štiriperesno. Vidite, kaj nič ne je. Sam gleda pa išče. Bojčo, trojč.